Dobro jutro. Lepo pozdravljeni udeleženci tukaj v dvorani, v hiši Evropske unije in seveda vsi tisti, ki nas spremljate preko spleta, preko aplikacije Zoom. Mislim, da se vas je kar nekaj odločilo v zadnjem trenutku zaradi hude vremenske napovedi, ki se pa ponavadi nikoli ne izteče tako, kot obljubljajo, zato da nas spremljate s spleta. Okrog 140 do 150 prijavljenih imamo, torej interes za temo, ki je dejansko zelo aktualna, je velikanski. Tudi mediji so se nam oglasili, tukaj imamo predstavnico novinarske hiše Delo, STA bo povzelo informacije z tega dogodka, tako da tudi mediji, ki so naša podaljšana roka, skrbijo za to, da so up to date glede problematike spretnosti. Ta je pa seveda pomembna za posameznika, za družbo, pa še kako tudi za gospodarstvo, o čemer bomo danes poslušali. Čisto na začetku bi želela povedati nekaj povsem organizacijskih, tehničnih zadev, da bomo vsi na isti valovni dolžini. Kot veste, ob prijavi ste se opredelili za to, da lahko dogodek fotografiramo, da ga snemamo in seveda bodo posnetki in tudi vsa gradiva na voljo po dogodku. Potem je tako, da bomo zaprosili vse udeležence po spletu, da pustite vaše fotografije prižgane nekaj časa, zato da lahko naredimo ekranske slike. To so vse zadeve, ki so pomembne za diseminacijo, za dokazovanje udeležencev in podobno. Prosimo vas, da izklopite telefone, tako tukaj kot doma, in da se povsem prepustite današnji tematiki. Klepetalnica je dovoljena, ampak samo na spletu. Tja zapišite kakšna vprašanja, komentarje, te bomo pridno zbirali, pogledali v odmoru in na kakšne tehtnejše potem tudi odgovorili. Če pa imate tukaj v dvorani še kakšne pripombe, kakšna vprašanja, pa mirno dvignite roko, imamo mikrofone in bomo prišli do vas, tako da se lahko na vsak način izrazite. Na koncu dogodka vas bomo prosili za izpolnitev ankete, to je tisti obvezni del, kjer lahko izrazite svoje mnenje o dogodku, pa še tudi seveda kakšne druge pobude. Tako, kar se tiče teh tehničnih zadev, je dovolj. Jaz namenoma nisem pozdravila visokih gostov, morda bi omenila samo res naše goste iz daljnega Bruslja, iz Evropske komisije. Gospod Egbert Holthuis, namestnik direktorice direktorata za kaj drugega kot spretnosti in delovna mesta. Njegova sodelavka, spremljevalka, tukaj je gospa Jana Trošt in seveda vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Juk-Jerše, sedijo tukaj na začetku. Predstavnice oziroma obe predstavnici Ministrstva za vzgojo in izobraževanje bosta danes spregovorili, ju boste spoznali, magistra Branka Hrast Debeljak in Teja Dolgan. Predstavnica Ministrstva za delo ne bo gospa Mojca Pršina, zaradi neodložljivih obveznosti jo bo zamenjala gospa Kaja Pongarčar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje. Moram pa še predati opravičilo magistra Marka Koprivca iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki se je moral v zadnjem trenutku žal opravičiti, pa je bil tisti, ki je zadnji se uvrstil na program, zelo visoko, ker je pa seveda državni sekretar, ampak žal ne more biti z nami. Imamo pa seveda vso podporo tega ministrstva pri izvajanju teh velikih projektov, o katerih bo danes tudi tekla beseda.